od srede do srede vedno manj nas je članov vladajoče koalicije namreč. Včeraj je iz te zanimive druščine izstopil Desus. V naslednjih dneh pričakujemo še dokončen izstop SLS-a. Desus je dal časa za odhod ministrov do 22.2. Ena tako numerološko varianto so zgleda naštudirali. Ampak, ne, zdaj, če to malo skupaj seštevamo, nismo samo na tem, da ima opozicija precej več glasov kot tisto, kar je ostalo od vladajoče koalicije, pač pa se bližamo točki, ko bi lahko vladajočo koalicijo sestavili, naštejem, ne, se pravi Desus, Državljanska lista, Pozitivna Slovenija in pomeni, da v opoziciji ostanejo Janša, Lukšič pa Nova Slovenija. Mal, če kombiniramo te številke, ugotovimo, da pravzaprav se zna pripetiti konstruktivna nezaupnica in da bi ta lahko celo bila izglasovana. Mi smo imeli v ponedeljek javnomnenjsko raziskavo, ki pravi, da bi občinstvo volilno telo najraje videlo predčasne volitve. Jaz sem pa vtis, da se parlament obnaša malo samoohranitveno, pa proba najti varianto, da skomponira neko novo kompozicijo. Kaj je po tvoje smer razvoja? Jaz mislim, da si kar dobro povedal. Parlament definitivno želi preživeti, zato ker največ ima za izgubiti Pozitivna Slovenija, se pravi, ona bo, pa še največja stranka je parlamentarna, se pravi, bo naredila vse za to, da bo ohranila pač ta mandat. Za Lukšiča je itak, oziroma za Združeno listo itak logično, da bo naskakovala nove volitve in tako naprej. Treba se pravzaprav vprašati, kaj je najbolj pametno. Zdaj, če odmisliva dejstvo, da ta državni zbor pravzaprav ne uživa neke moralne legitimitete, po mojem mnenju ne uživa, in to so dokazali zadnjič, ker smo to pač tudi dosti jasno podčrtali, da so si v času najhujšega varčevanja javnega denarja so si povišali proračun. Se pravi, kar se mene tiče, nimajo moralne legitimitete nikakršne več. Ampak racionalno gledano je, tako kot smo rekli, ad ena bodo poskušali preživeti, kar povečuje verjetnost, da bodo pač šli v konstruktivno nezaupanco, po drugi strani je pa mogoče, zdaj če gledamo čisto racionalno, da emocije pa vse druge motive izključimo, mogoče to tudi najbolj pametna rešitev, če so seveda to sposobni narediti, da dejansko naredijo projektno vlado in mednarodnim finančnim institucijam in pa politični supranacionalni zvezi, recimo temu Evropski uniji, sporočila, da Slovenija včasih mogoče celo zmore postaviti interes države pred neposreden politični interes, če tudi to ni res. Zaradi tega, ker imamo tako ustavni sistem poudarjeno robustno stabilen, včasih še preveč. In zdaj, če imamo v ustavnem sistemu, ki je poudarjeno stabilen iz leta v leto predčasne volitve, je pa res trapast. Lahko eno fusnoto še, ki je prej rekel moralni zdrs. Jaz sem pa zdaj prebral Twitter stran od te nove poslanke od SDS-a, Gomboc, ne vem kaj je. Se mi je zdelo fenomenalno, kakšne zanimive tweete piše. Niti ena vejca ni stala na pravilnem mestu. Bi rekel, da pač eno je moralni zdrs, drugo je pa zdrs, ki se tiče kultiviranosti. To je tako poden, da je težko zaznati. Mislim, se ne spomnim tega. Ampak preštejeva glasove.
Ja, koliko jih je čez 46 je že, ne? Tako, čez palc tam nekje smo, ne? Ja. Ampak odvisno, kako se bodo pregrupirali. Manjšinci se prilagodijo običajno, ne? Pa prosti strelci, pa ali bi kdo iz Lukšičeve SD glasoval drugače od ambicije predsednika stranke, ki bi šel najraješ na predčasne volitve. Imamo pa eno zanimivo situacijo, ne, če bi se recimo zgodilo, ne, da stranke, ki se zdaj bolj ali manj konstruktivno pogajajo ali pa naklonjeno pogajajo z Pozitivno Slovenijo, da v resnici postavijo novo vladajočo koalicijo, ne, imamo pa v opoziciji zanimivo situacijo, ne. Skupaj v opoziciji SD pa SDS. A je to že zgodovinski kompromis sklenjen med SD pa SDS? To je v bistvu, ja, to je bil zgodovinski obrat, ker v bistvu simbolne točke tradicionalne levice pa desnice, ne, Janša je pač prevzel simbolno točko desnice, grejo v oklepaj, ne. Torej, včasih so se vedno oni dogovarjali za to, kaj bo, zdaj se pa mogli dogovarjati za to, kaj ne bo, ne, kaj ne bi smeli biti. Ampak to je tako, ne, veš, za naslednjič, ne, je pa potem prilika, da skupaj sestavlja vladajočo koalicijo, ne. Če so že v opoziciji lahko skupaj tvorno sodelovali. Se jo že imeli. Na neformalnem področju se spet vrnem na priljubljeni T6 ali pa na cestni križ, če hočeš, ne. No, mislim, to že vse funkcionira. V resnici, ne, če gremo zelo nazaj v parlamentarno zgodovino, bomo najdli tudi v Drnovškovi vladi 96-2000, ne, da sta bila SD pa SDS, oziroma takrat še Združena lista pa SDS skupaj v opoziciji, pa konc mandata, ki se je končal leta 2006, ne, so tak isto bili SDS pa Združena lista skupaj v opoziciji, ne, tako da ne bi bil tako. Se mi zdi, da ne gre toliko za politično geometrijo kot za logiko, ki se na novo postavlja, ne. To se mi zdi bolj odločilno, ker očitno se logika na novo postavlja, vsi na nek način so ogroženi, vsi na nek način se morajo ozirati na glas, ki prihaja od spodaj, da ne rečem ulice, ampak ki prihaja od spodaj. In to se ozirajo in seveda se ozirajo na glas, ki prihaja od zgoraj. To je pa iz inštitucij pač. Bančnih institucij, Bruslja, pa predvsem pa banke, ne. Pa Frankfurt. Ja, ker to pa je izredno močen glas, ne, zelo glas denarja, tako rekoč, ne. Ja, ki bo v končni fazi tudi zakoličil usodo po vsej verjetnosti slabe banke, ne, zaradi tega, ker supranacionalne inštitucije so že povedali, kaj vse ni v redu in kaj vse bi bilo potrebno spremeniti, kar se tiče slabe banke. Seveda postavlja pod vprašaj, kako bo ta inštitucija delovala. Pa sva pri tehničnem mandatarju. Na nek način je v bistvu ideja projektne vlade še zmeraj politični projekt, kar je po svoje dobro, ne. Po drugi strani mora iti pa na logiko pač tehničnega projektnega mandatarja, kar pa v svoji posledici pravzaprav spet nosi Slovenija, je pač drugačna od drugih, nosi posebno sporočilo, ker projektnost ali pa tehničnost prevedeno v svetovne jezike ne pomeni drugega kot transparentnost, ne. To je bistvo. Ja. Ker vse te naše samoupravne inovacije, ne. Mi smo specialisti za to, da znamo izrekati pravilne besede, pravilne stavke za zamegljevanje pravih pomenov, ne. In inovacija tega časa zdaj, ki se vrti tako naglo in tako brezkompromisno, je pač v tem, da besede začenjajo dobivati svoj pomen. To se pravi, če rečeš belo, postaja belo, ne. Do zdaj je bilo vse sorte, samo belo ne, ne. In če bodo zdaj rekli projektni mandatar, potem se bo res moral držati projektov in projekti bodo morali biti transparentni, ker bodo eden drugmu pod prste gledali. In to je boljše kot tisto, kar je bilo. To je treba povedati, ne. Se pravi, vlada odprte knjige. Točno tako, odprta knjiga mora biti in samo na to je treba gledati, vse druge brez veze. Ja. Ker, veš, res je brez veze, ker mi moramo pač državo pozdravimo jo lahko samo finančno lahko pozdravimo pa samo tako, da so številke javne in to vsak dan pa vsako minuto. A imaš favorita? Ne, nimam favorita, to slučajno. Me tudi ne zanima, kdo je, za mene, če je robot.
Meni je vseeno tudi, če je robot, samo da bo funkcioniral. Robot. Ja, magar ne. Zaradi tega, ker, kako ne rečem, ne, 20 let te miškulance je pokazalo, da ni nedolžnih ljudi. V Sloveniji ni nedolžnih ljudi, ni ljudi, ki bi se pokazali z neko čistostjo, jasnostjo in tako naprej. Ali pa so, pa ne uživajo podpore pač političnih subjektov. Ne. In to je čisto brez veze reči, kdo bi bil. A veš, lahko rečeš Bill Clinton. Ne. Se pravi, gre za to, da je struktura nekontaminirana, ne? Pa potem v to nekontaminirano strukturo postaviti nekoga, ki vsaj približno osebno ni kontaminiran. Ne? Zdaj ima problem, ki so strukture same po sebi že okužene. Poglej, treba je preprosto vzpostaviti, a veš, najbolj osnovne kategorije ustavnosti, recimo, ne. Že okrog tega memoranduma, no ravno zdaj tole pišem, no, zato se, da malo pojamram, ne. Okrog tega memoranduma je vse ena velika smešnica s tistim zavodom 25. junij in podobne neumnosti, ne. Ne rabiš drugega, kot pa pogledati v temeljno ustavno listino, pa se debata neha. A veš, če tam v temeljni ustavni listini z 25. junija 91 zelo jasno in glasno piše, da meje s Hrvaško so take, kakršne so bile v času, ko je prenehala SFRJ, in to je bilo na dan 25. junij, je stvar rešena. Ja. In se ve, kako je takrat bilo. Ne? Zdaj, kako pa operativno zgleda stik z odprtim morem, to je pa pač arbitrarno sodišče ne razsodi. Ne? Mandat ima pač, da razsodi kako, ne ali da ali ne. Vse ostalo je pa politično razpihovanje strasti in to se gremo v Sloveniji. Ne? Spomnim se tega, no, incidenti v Piranskem zalivu. To je veselica, tega ne morem pozabiti. Ne? Pa so se kar nehali. Kar nehali so se. Sicer ni res, da sta se Janša pa Sanader pogovarjali, bilo rečeno, ampak incidenti so se pa potem kar nehali. Ne? Ja. A ni to zanimivo? Kar nehali so se. En iz dupleških novic je o tem pisal, se spomnim. Ja, točno tako, ja. Pa so se pa kar nehali. Ja. Mislim, je zanimivo, da imajo lahko neresnične trditve tak pozitiven učinek. Ne? Ja. Dobar, 8. februar je pred nama. 8. februar je pred vsemi. To je petek, ne? Petek. Ja. Zanj sva rekla, da bo o tem nekaj povedala. Bova še kaj povedala. Bojiva se incidenta. Bojiva se incidenta. V Piranskem zalivu. Spet, bojiva se, da bi prek mejne črte, ki Piranski zaliv pošteno deli na dva enakopravna dela, uletavali patruljni ali pa ribiški čolni in na tujem teritoriju lovili školjke, brancine in tako dalje. In metal mreže. In metal mreže. Ja. Pozoval k razumu. Ne? Točno tako, ne. Mislim, stvari so vidne na 100 km, namen je viden na 100 km, prosim, ustavite kone, zapakirajte mreže, pospravite orožje, nehajte s tem. Ne. Mislim, te diskvalifikacije, ki so zdaj letele po SLS-u, po Žerjavu in tako naprej, ki letijo spet po tem omrežju za diskvalifikacije, to je vendar smešno. To je vendar res smešno. Pa to nikogar več ne prepriča. Res ne. In tudi ta temeljna namera zmešati dva foruma ali pa dve skupini civilne družbe na isti dan, zato da bi se stepla, je prozorna, kot polivinil. In tega nam ni treba. Ne. Jaz mislim, da bodo ljudje tudi dostojanstveni pa poskušali minimizirati učinke pač tega namena, te namere. Ne. Ampak bilo bi pa fajn, če do tega sploh ne bi prišlo. Ja. V sredo bova komentirala, kaj se je zgodilo na kulturni praznik. Tako je. Ja, dava to obljubo občinstvu. Tako. Ja, mislim, če bo pa zelo huda štala, bo pa že prej. Ne? Ja, pa treba nekaj. Pa si želiva, da to ne bi bilo treba. Ne, si ne želiva. Si res si ne želiva. Ja. Hvala lepa.